Mojca, živijo, Mojca z vami. Kako ste, kaj? Novo leto je mimo oziroma praznovanja, tako da kako so pa kaj novoletne zaobljube? Ste si jih zapisali? Ja ali ne? Kako funkcionirajo vaše novoletne zaobljube? Res me zanima, tako da dajte majčkeno napisati spodaj, kako funkcionirajo, ali so izpolnjene konec leta ali niso, ali padejo takoj v vodo. Danes majčkeno več o tem, zakaj te novoletne obljube, bom rekla, se ne izpolnijo glih najboljše. Mogoče ravno zaradi tega, ker so obljube, ne, in so tiste obljube, ki nam niso najbolj ljube, pa še nekako se rima, ne. Dajmo pogledati iz majčkeno drugega zornega kota, da mogoče sploh ne bi rabili si nekih zaobljub pač ob novem letu dajati, ker tako ali drugače imate že občutek, da ne bo funkcioniralo, ne? In če greste s to energijo v to zaobljubo, definitivno ne bo delovala. Mogoče majčkeno še ta zorni kot pogledamo, da vedno katerokoli zaobljubo si damo, če ne stojimo za njo, če jo ne čutimo, potem seveda ne bo funkcionirala. Zato bi jaz mogoče predlagala, da si ne dajete toliko zaobljub, ker to je neka obveza, ki vas tudi nekje v ozadju mori, ampak da si raje postavite cilje. Napišete, ne vem, na list, na tablo, kamorkoli pa že, in potem sledite temu cilju in seveda greste v akcijo, kar je zelo pomembno. Brez akcije ni nič, to že vsi vemo zelo dobro, tako da mogoče si raje naredite plan, pa naredite si najprej en cilj in pojdite najprej narediti si plan potem za ta cilj. Ne si preveč planov oziroma ciljev postavljati, ker se tudi to ne bo sešlo, ne. Tako da vam predlagam, da mogoče, če ste si zaobljubili, ne vem, naslednje leto pa res začnem telovaditi, recimo, ne, če gremo z mojega področja, potem dajte samo to, da naredite ta breakthrough, ne, ker jaz vem, da je najtežje začeti. Potem, ko začnete, je vedno lažje. Zato vam predlagam, da enostavno si zadate najprej samo en cilj. Če ste si zaobljubili, da boste takoj po novem letu začeli telovaditi, recimo, ne. To pomeni, da si daste nekak plan in urnik, da enostavno resno greste nekam telovaditi, da si naredite plan, poiščete svojo najljubšo vadbo in se zorganizirate, da res po novem letu, torej sedaj v januarju, greste dvakrat tedensko recimo na eno telovadbo. In začnete. In to resnično naredite. Torej si daste v plan in si zorganizirate that way. Okay? Tako da to je zelo pomembno, da enostavno greste v akcijo. Takoj, ko vi nekaj, recimo, dobite eno potrebo po ne vem čem, da recimo bi mogoče malo manj, bom rekla, pojedli sladkarij, recimo, ne, da si to enostavno daste v vaš plan in jedilnik, ne. In si tudi na ta način potem zorganizirate in za tem stojite. Dokler enostavno te potrebe ne čutite, jo tudi ne boste izvedli. To je dejstvo in enostavno potem teh obljub oziroma ciljev rajš še v bistvu si jih ne zadejte, ker boste razočarani. Vi morate ta cilj, vašo potrebo začutiti. To pomeni, če se vi dobro ne počutite,
in enostavno ste dobili feeling, da mogoče bi mogli majčkeno manj sladkarij pojesti na dan ali pa mogoče kakšen dan bili brez sladkarij, a ne. Če tega ne čutite, pol tega tudi ne boste mogli speljati, a ne, ker enostavno vi morate najprej dobiti to voljo, morate dobiti ta feeling, da si to res želite in enostavno morate poiskati to moč, da to tudi speljete, a ne. Seveda obstajajo tudi določene motivacijske variacije, a ne, tako da lahko pogovor s prijateljico, lahko pogovor s katerimkoli motivatorjem, ki se ukvarja z določeno stvarjo, odvisno katero področje je, tako da lahko tudi na ta način dobite motivacijo in speljete potem ta cilj, a ne. Tako da mogoče samo kot en predlog, da si ne zadajate nekih novoletnih zaobljub, ja, po novem letu začnem telovaditi, po novem letu ne bom več toliko jedla sladkarij, ne bom se več toliko sekirala, ne bom, ne vem, pod stresom non-stop, ne bom več toliko delala, ne vem, whatever, a ne, zelo veliko je teh stvari. Dajte najprej zadevo začutiti, pa speljte jo potem najprej eno stvar, a ne. In ko boste eno stvar speljali, pojdite na drugo stvar. Tako bo sigurno vse skupaj bolj funkcioniralo, kakor pa če si zadate, ja, ne tega, ne onega, pa zdaj bi to, pa ono, pa tretje in pol je to overdose. In enostavno pol nič ne speljete, ker ne gre, a ne. Ker že za tisto eno stvar rabite kar tako močno voljo, da v bistvu se iz točka 0 premaknete. Se pol, ko se premaknete, pol je vse okej, ker pol speljete stvari, ampak se jaz vem, tista začetna faza, ko je treba rit premakniti ali pa jo dvigniti, a ne, tisti je najtežje in zato vam predlagam, da se lotite katerekoli spremembe postopoma. To pomeni eno pa po eno. Se potem, ko zaženete energijo, potem se vse spelje in steče in potem greste lahko tudi že na drugo, ne. Ampak dajte najprej samo delati na eni spremembi. Ne preveč si zadati, ne si preveč delati, bom rekla, teh po en stran skrbi, a ne, kako boste vi to vse speljali, pa a ne, zdaj pa še ono, pa ono, pa ono in potem imamo zopet stres, a ne, in spet smo pod stresom in seveda stres nič dobrega ne prinese in tudi ne prinese nekih fajn rezultatov. Zato mogoče samo v vednost, da dejte speljati najprej eno stvar, poglobite se v njo, najdite motivacijo za spremembo in močno voljo, a ne, tisto notranjo moč, in potem pojdite na drugo. Tako nekako boste najlažje speljali te, bom rekla, spremembe, ki si jih želite v življenju, katerekoli pač so že, a ne. Tako da mogoče bi jaz rekla rajš, da si ne delate zaobljub, novoletnih zaobljub, ampak si rajš naredite en plan, na kakšen način boste speljali tisto spremembo, katero želite. Evo, to je bil danes en tak message iz moje strani, tako da jaz vam želim res, da nekako se lotite vseh sprememb lahkotno, organizirano, če rabite pomoč, seveda sem vam na voljo. Vse lahko preberete na www.lavitas.si, drugače pa se ponovno oglasim zelo kmalu. Vita živja.